Lepo pozdravljeni. Vsakega je kdaj doletelo, da pride trenutek, ko je tik pred tem, da bo zbolel. In takrat je seveda čas, da po hitrem postopku ojačamo in dvignemo naš imunski sistem. Ker potem, če tega ne naredimo pravočasno, pride do tega, da obležimo in ne moremo nič več. Zdaj, Jasmina, verjetno se da temu nekako izogniti, ne? Ja, se da, če odreagiramo pravi trenutek. Torej, čas je zelo pomemben. Čas je tukaj bistvenega pomena. Nekateri čakajo, mogoče bom zbolel, bom videl, če bom dobil vročino, pa bom potem odreagiral. Se pravi, to je že prepozno, a ne? Zdaj, v sami osnovi moramo gledati, a ne? Če imaš ti majhne simptome, pri katerih narediš alarm in jih začneš popravljati, potem do večjih dejansko niti ne pride. Ko govorimo o majhnih simptomih, to je lahko recimo nek Že ko kihneš, je lahko alarm. Že enkrat sanjkat, da vidiš, da ni zaradi prahu ali karkoli, že lahko mečkano zastrižeš z ušesja, ne? Zdaj, prava preventiva bi bila v tem smislu, da mi vemo in predvidimo vnaprej, kdaj je čas, da imunski sistem pojačamo. In to je ponavadi v tistem obdobju, ko so že vsi okrog nas bolani. Mi smo pa še zdravi. Takrat je čas, da dodamo D-vitamin, dodamo C-vitamin, jemo manj sladkorja in tako naprej. Zdaj pa, če pa treba hitro dvigniti imunski sistem, pa če se upošteva samo te 4 stvari, bomo to dejansko naredili, če odreagiramo takoj. Sama ušesa so nas. Katere 4 stvari? Prva zadeva, ki je, da izločiš dejansko sladkor. Torej, v trenutku, ko začneš kašljati, kihati ali karkoli podobnega, moraš izločiti sladkor. Sladkor na naše policaje v telesu, ki gledajo na to, a bo slučajno prišel kakšen virus ali ne, deluje na ta način, da postanejo pijani. In če so pijani policaji, se dejansko zgodi... Razpad sistema. Ja, točno to. Tako da imunski sistem mora biti močan takrat in sladkor ga dejansko obremeni. Zato je tudi sicer najslabši čas za uživanje sladkorja tisti čas, ki pogledamo, ne, največ ponavadi jemo, a ne. To je narobe. Dejansko v tistem času se pravi nič sladkorja, ne. Potem druga zadeva, ki bi bila, ki je bistvenega pomena, je, da greš tisti dan, ko čutiš, da nekaj nisi okej, da slučajno ravno tisti dan nisi predolgo pred televizijo zvečer, ali pa da ne greš kam ven, ali pa da ne greš takrat v šoping, ali pa da ne greš takrat s prijatelji, ampak da greš hitro v posteljo. Postelja. Počitek. Počitek. Kajti naš najboljši samozdravilni sistem poteka dejansko po noči in če mi zagotovimo to, da takrat res dobro spimo, da gremo prej spat, bomo s tem lahko dobro popravili svoje telo. Ker procesi se bodo dejansko dogajali. Pa seveda tisti dan ne ješ težke večerje, ne? Zaradi tega, ker ne vem, kako je bilo pri tebi, ampak jaz se spomnim, ko sem bila majhna, pa ko sem bila bolna, ni mi pasalo jesti, pa so mi zmeri starši govorili, moraš jesti močno hrano, da boš močna. Meni je bilo pa ono zadnjo, kar bi dejansko želela. In znanost je potrdila ta naš otroški občutek. Res je, takrat moramo jesti zelo lahko hrano, zaradi tega, da telo vso moč, ki jo ima, ne da v prebavo, ampak da dejansko v regeneracijo. Okay. Torej, sladkor, hitro spat. Kaj še? Ja, ena taka osnova, ki bi se jo morali vsi dejansko zavedati, je, da pijemo dovolj vode. Mi mislimo, vodo moramo piti, kadar je zunaj vroče. Potem pa pride jesen, pa pride zima in pozabimo piti vodo.
je pa fora, da bi mogli glih takrat piti več vode. Ne boš verjela, ampak za dehidracijo je velikokrat večji problem v teh mesecih, kot pa v poletnem času. Tako da, če mi pijemo dovolj vode, spiramo vse te toksine ven iz telesa in takrat res pijemo vodo in z vodo se lahko rešimo, da od tega, da si mal prehlajen, ne greš v to fazo, da si bolan, obležal. Koliko je te vode? Dajva še to, dajva mečkam Te gledalcem vode to približati. Občutek, koliko Občutek. kozarcev je tega. Ja. Te vode ni po sistemu kamela, zdaj bom spil 2 litra, pa Naenkrat? je to. A ne? Voda je topla, torej ugreta na telesno temperaturo, kajti na takšen način ima naše telo manj dela. To je prva zadeva. Druga zadeva pa, zjutraj je treba začeti z vodo, zjutraj lahko spiješ tudi pol litra. Na Tešče, potem pa dejansko je na vsake 2 uri, če bi en velik kozarc spil, bi bilo to super. Se pravi, da spiraš. Eni bojo rekli, vode ne maram, bom čaj pil. Napaka, čaji dehidrirajo. Torej čaj ne hidrira. Torej ni to tekočina, s Ne, ne. katero bi v bistvu poskrbeli Ne, za ne. dovoljšen vnos tekočine. Tudi vino Okej. ne. No, A veš, to mi je jasno. Ampak Torej, čaj pa marsikdo verjetno bi zamenjal, ja? Ja, in čaj tudi dehidrira. Tako da je res treba tukaj vodo, lahko naredimo tudi, da dobimo malo elektrolitov, malo soli noter ali pa ne vem, žlico meda, če je to nesegret med. A ne? Drugače je pa super, da imamo pripravke doma, recimo, ne vem, jaz imam doma vedno zmešan med pa cimet skupaj, potem absolutno tudi česen, takrat tudi po česnu dejansko posežemo. Vsi ti naravni antibiotiki, ki jih imamo, ne? Imamo tukaj peteršilj, recimo tudi peteršilj je super zadeva. Potem pa absolutno najbolj pomembna zadeva, ki bi mogla biti pa osnova, to je pa C pa D vitamin. a Torej, ne? to je pa že četrta točka, To je pa ne? četrta točka. Najbolj pomembna. To je pa četrta točka, pa ne bom rekla, da je najbolj pomembna, najbolj temeljna. Ne? Zdaj, dajva razlikovati C vitamin pa D vitamin. A ne? D vitamin v bistvu sploh ni vitamin, ampak je predhormon. In v resnici, kaj misliš, da je bolj pomembno? C vitamin ali D vitamin? Ja, meni je oboje. V primeru zdaj, ko govoriva o dvigu imunskega sistema, eno brez drugega verjetno ne gre, ali? Ja, bolj pomemben je D vitamin. D vitamin. Čeprav okej. mislijo ljudje, da je C Prav, vitamin. prehlajen C vitamin, Ja, ne? ja. Torej, D vitamin je res ena taka osnova. In recimo, kar jaz naredim, jaz se takrat, ko vidim, da bi me lahko pot vodila tja do posle, da obležim, jaz pač predoziram D vitamin. Dejansko v tistih 2 dneh ga predoziram. S tem ni nič narobe, ne? S tem ni nič narobe, v tistih 2 dneh vem, da to rabim in grem z vso vojsko, ki jo imam doma, dejansko grem v temo, tako da takrat res dodam še več D vitamina in pa seveda C vitamin, ki ga dobim iz hrano. Se pravi, mi C vitamina biološko gledano, ni to zdaj sodobni človek, biološko gledano, mi C vitamina ne moramo narediti v našem telesu. Se pravi, moramo ga dobiti s hrano. Okay. Moramo ga dobiti s hrano. A ne? Zdaj pa s hrano je pa malo problem, zaradi tega, ker ni hrana tako potentna, ker ogromno hrane sploh nikoli ni videli sonca pa zemlje. In kurimo ga pa ful, ker stres kuri C vitamina. Ne? In takrat je telo v velikem stresu. Tako da C vitamin rabimo. In gremo tukaj spet na vse fronte. Peteršilj ima ogromno C vitamina, brokoli ima ogromno C vitamina in šele zdaj bom omenila pomaranče in limone, ki sploh nimajo tukaj veliko. Ampak vendarle, se pravi, C vitamin in dodati z prehranskim dopolnilom, recimo jaz imam najraje iz šipka, absolutno čisto naravno, ne? Ne priporočam, da se sintetiko dodaja, zaradi tega, ker sintetika ni najbolj optimalna, kar se absorpcije tiče in vsega ostalega, tako da tukaj jaz prisegam na naravni vitamin C iz plodov šipka. Tudi sami si dejansko moramo šipek, lahko si ga naredimo, ne, pripravimo kot čaj, seveda na prav način, mora čez noč stati pa tak naprej. In pa D vitamin jaz takoj pod jezika. Ne. To je najlažji sistem, in je tudi najboljša absorpcija. D vitamin, ki ga jaz uporabljam in moja družina je v kapljicah, v ekološkem olivnem olju in zraven je tudi biorazpoložljiva oblika K vitamina. Ker to je najboljša kombinacija, Ja. ne, ko jemljemo. Aha. Tako da daš dejansko samo pod jezik. Jaz takrat, ko vidim, da je treba, recimo tale trenutek, jaz sem prišla iz 30 stopinj na Na toliko mraz. stopinj, kot imamo zdaj. In to je ena predispozicija, ki me lahko zagrabi. Zato vem, da vse te dni predoziram. a ne.
Normalna sicer torej uporaba je koliko tega na dan? Lej, Sicer. tukaj imaš točno napisan, imaš te nacionalne oziroma te univerzalne enote in potem vidiš, koliko jih dejansko dodaš. Z temi enotami je tako, malo moraš tukaj pogledati. Zaradi tega, ker tudi pri C-vitaminu imamo neke priporočene enote, ki so, pa imamo neke enote, ki so vezane na življenjski slog. Recimo, nekdo, ki kadi, bo C-vitamin, ki ga ima v telesu, pokadil. Ena cigareta je 300 mg C-vitamina. Potem nekdo, ki živi zelo stresno življenje, 20 minut nekega stresnega, whatever, isto ti pokuri C-vitamin. A veš, tako da te priporočene enote so mal, ne, Itak fajn si moraš tudi krvno sliko za vsake toliko pregledati, ne? Seveda, sicer pa pri D-vitaminu vemo, tudi otroci dojenčki ga rabijo. Nujno, to je v bistvu eden izmed prvih receptov, ki ga dobijo, ne? Ja. D-vitamin, dodajati D-vitamin, D-vitamin, D-vitamin. Ja. No in seveda, če jaz ne bi rodila, sploh ne bi vedela, da ga je fajn, da ga tudi jaz jemljem. Tako da jaz ga, odkar sem rodila, tudi jaz redno jemljem, sploh pozim, ne? Še vedno velja, nažalost, prepričanje marsikaterega, da pa se ga polet pa dosti dobimo, ne? Poleti ga dovolj dobimo, Ne pa za celo leto, ne? če se sončimo res v optimalnem času, ko je sonce pod pravim kotom, 10 minut, brez sončne kreme, kratki rokavi, kratka majica in da se potem ne tuširamo z gelom za tuširanje, ker v bistvu uničimo ta proces, Sintezo, ustavimo ne? ta proces. In pa, če to pridno delamo, ga bomo imeli tam nekje maksimalno do decembra. Do decembra, torej Tako da- pol smo pa brez, ne? Pa smo pa brez. A ne? Treba ga je. Zdaj, eni ljudje nimajo te discipline, da bi ga jemali vsak dan in dobra novica za njih je, da ne rabijo ga vsak dan jemati, lahko pač vzamejo, ne vem, enkrat na teden večjo dozo. Večjo dozo, ne? V tem smislu, a ne. Ampak, ko ti pade imunski sistem, ko se moraš hitro pobrati, cep. Hvala, Jasmina, za te res izčrpne informacije. Tako danes torej na voljo D3K2 za dobrih 23 evrov. Cena je popolnoma enaka, kot če bi vzeli kakšnega sintetičnega. Tukaj pa res dobite izjemno dobro kvaliteto in tole imate flaško za nekje 2 meseca. Več informacij, 02 6200 230, povprašajte tudi za C-vitamin in seveda, če jih boste več nabavili, pa vam organiziramo in zagotovimo tudi količinski popust.